Živ in pa dobrodošli v čisto nov vlog. Tale vlog bo malo bolj Porsche obarvan. Zakva? Ne vem, odločili smo se, da gremo malo v Goriška Brda, pa da probamo, kako nam kaj Porsche znamka odgovarja. Zdaj jaz se še nisem nikoli tako full dolg družil z 911-ko, tako da danes vozim GT3 Touring, ki je zelo visok na mojemu seznamu avtov, ki bi jih imel. Ampak zmer sem bil malo zadržan do teh Porschejev, tako da na koncu tega vloga bomo videli, ali bi ta avto jaz res imel ali bolj ne. Ampak zaenkrat dobro kaže. Preden pa začnemo tale road trip, vam pa moram povedati, da ne smete zamuditi letošnjega Automotor Showa, ki se bo zgodil 16. pa 17. maja v Celju na Celjskem sejmu. In sicer dogodek bo še enkrat večji kot lani na Gospodarcu, ne samo, da bojo razstavljeni avtomobili, tudi tam bo proper drift show, s kroslem pa štirikolesniki bojo skakali v luft, plus še ogromno enih stvari, ki jih zaenkrat še ne morem razkriti. Kratka, tukaj vam dam kar QR kodo, kjer lahko najdete karte s kodo ROK 15, imate pa še 15% popusta. Zdaj pa kar nadaljujemo tale road trip. Naša prva postojanka je bila na dvorcu Zemono. Smo rekli, gremo hitro na eno kavo, pa se je pa to zelo hitro spreobrnilo v tako pokušino. Jaz bom pa tole. Kaj pa je to? Kiro? Kaj so zdaj? Ta kugla. Kakor potica. Potica, ja. Njihova verzija potica. Tako je pa dober. Kaj ti je dober? Vse lepar Zemono tu. Nas zmer tako lepo postrižejo. Smo rekli, gremo na hitro pogledat, če je kdo doma. Zdaj pa šibamo naprej proti Brdom, pa v Italijo, Bajenik Wine Bar, tako da danes res uživamo. Mislim, da je tole kar en tak ta prav avto, kaj misliš za tole vinsko doživetje. Mislim, da je. Sicer mi vozniki smo bolj na vodi pa sokcu, sopotniki pa kar uživajo, ampak jaz ne zamenjam tole za noben vinček. Nisem si mislil, da mi bo ta avto toliko všeč, ampak glej, ko to poje. Majster! Kva pa to dela? Čala so mi dol pali. Vem, da pohvalijo GT3, pa vem, da ima dober zvok. Pa vem, da ne moreš hvaliti, če ta avto kupaš, ampak nikoli še nisem imel izkušnje tako s tem avtom, da bi se res lahko družil. Pač parkrat sem ga tako popelil, ne vem, prva, druga, nič takega, ampak danes jaz toliko uživam, pa Touring mi je izjemno všeč. Ne vem zate, ampak jaz, če bi GT3 vzel, bi vzel Touringa in v avtomatski izvedbi, oziroma z avtomatskim menjalnikom. Jaz se zdajle z avtom vozim urco, pa bi se kar odločil, da bi dodal to v svojo zbirko. Ajde, še eno. Živ! Kva to poje, no! Meni so toliko všeč avti, ki se vrti. Tale zadeva se zavrti na 9000 obratov. Jaz mislim, da bi kar bilo. Jaz sem Mozart danes. Tole bo meni gresinček. Deci je red najde. Ej, a miš, da je on tako malo dementen, pa da pozab, da ima rep? Ja, po moje pozabnemo telo, ki pa ne vidi. Malo. Nas. Ko gre to robe, not majster, no. Pa tole mi je všeč. Karbonček. Evo jakna, čevlji,
Ruzak. Ko je to našel vse sabo vlačila? Je pa res, da moja potovalka ni šla not. Ja, ker je bila pri meni. Tako da se je mogla v Tajkanu pelati. Ampak vseeno, če malo pomerkaš, je kar dosti. Evo, še en kovček, pa naš se je zmešal tole za eno nočega. Pravijo, da moraš Porsche tako, da sam nasloniš, pa na značko pritisneš. Tako pravijo, jaz ne vem. Lepa, res lepo. O, super. Hvala lepa. Model. V redu. Zdaj bom zjutraj kavico, imam nekakšen kaoma, da si že Zdaj kavico. imaš pa ten kavč, če želiš. Zdaj da vidim, kako mi bo. Probi, če se da kavo piti. Ali pa vodo. No, V redu. čak mene tale kavč le zanima. Lej to, tle imamo še malo dnevne. O, čakaj, kje pa se luč tle pržge? Aha. To, luč. Wow. Dobar dan. O, hudo, lej to, ko imaš kar tole za šampon osvetljen. Fič mi je. Na cajt, ko smo si pa mi ugledovali gor sobe, so pa že dol počas za večerjo prištimali. Zdaj pa konc vožnje za danes, zdaj se pa začne malo bolj gurmanski del. Pa imamo to že gresin z gorgonzola. Že šmej zdaj. Moštata. To je pozdrav iz kuhinje. Pozdrav Dobro je. Všeč mi je bilo, ker so nam prinesli vsega pomalo. Predjedi, glavne jedi, ampak meni najljubše pa meso na meso. Poj posladiti smo bili pa toliko siti, da smo sam še dol padali. Zjutraj smo se zbudili v sončna Brda, avti so bili že takole prištimani, ampak še prej nas je pa čakala velikonočna pojedina. Zdaj smo lih klele v tavrneta, je stojiti pojedali zajtrk in danes s Tomijem zamenjal avtomobile. Včeraj sem jaz GT3 vozil, on pa GTS-a, danes pa jaz dobim GTS-a, pa on fura GT3. Tako da, ne vem sicer kako mi je bo to, ker mi je včeraj GT3 zelo všeč, ampak na koncu tega tripa pol povem, kva sem se odločil. Zdaj pa šibimo kar naprej, gremo pa obiskati Ščurk vinerijo, imajo pa baje tudi ful lepo, jaz še nisem bil nikoli tam, tako da me res zanima, pa skočimo kar v avtomobile, pa šibimo. Dobar dan! O, kva pa je z zicom? Nina je sedela. Nina ti je zic malo, ker je rekla, da je mogla pogledati, če bo čez 5 let pasel. Čist sem se zabal zelo volan. Ta pa nima takega zvuka, kakor Premalo nam je. GT3. Kako se ti pa takej dopade? Ja, težko rečem, ker smo lih 100 metrov naredili. Ampak tako, bolj je soft. Kaj da bi se, nočem reči v golfa usedel, ampak bolj je tako za vsak dan avto. Takoj sem občutil, da je GT3 bolj oster, natančen, bolj prefinjen zvok. Tako da, kaj pa vem, no. Rajunga. Ja, zaenkrat, o, majster, lej to, kako je lepo. Evo, pa smo jutro začeli tako, ker se za Brda spodob. Ena lepših vinarij tukaj v Brdih. 3, 2, 1. Sorry. Punce so že veselo degustirale, mi smo se pa odločili za malo bolj varno opcijo. Smo malo za sabo vzeli. Evo, avtomobili naloženi, zdaj se pa odpravimo kar proti domu. Seveda smo pa tudi za nazaj grede izkoristili pot za najlepše ovinke in razglede. Evo, pa je tegale vozniškega vikenda konc. 2 dni in pa 2 avtomobila. Danes sem se družil s telim 992 GTS-om in moram reči, da je seveda super avto, ampak včeraj sem se pa vozil s temle. Tole je pa 992 GT3 Touring, se pravi ena taka malo bolj džentelmenska izvedba. Najbolj očitno je to, da avto nima spoilerja v zadnji in zgleda kakor navadna 911, kar je meni ful všeč. Ključna razlika med tema dvema avtomobiloma je pa seveda motor. Tale ima 4.0 Flat Six atmosferski motor, ki se zavrti na 9000 obratov. Unle kolega zraven pa 3.0 Twin Turbo Flat Six motor, kar pomeni, da pač žal nima toliko dobrega zvoka kakor tale. Podvozje na unmu je tudi malo bolj udoben, sem opazil, tale je vse en tak malo bolj purist
avto, ali kako bi temu rekel, ampak jaz, ko smo šli v ta vikend, sem rekel, vse, kar pri Porscheju rabiš, na podlagi mojih izkušenj, pa kar sem jaz uspel voziti od Porscheja, je v bistvu 992 GTS. Performance, daily use, skratka vse. In sem bil prepričan, da bo tisti avto, ki mi bo najbolj všeč. Ampak po parih kilometrih, ki sem se jaz s tem ulepelal, me je zadev direkt v srce in kako ta avto čist drugače dela kot un, čeprav sta si izjemno podobna, me je noro presenetil. Tako da tole je siguren ena zadeva, ki bi jo rad dodal v svojo zbirko. Najbolj mi pa všeč to, da se pač avto vrti na 9000 obratov. To je pač zgleda nekaj, kar je meni všeč. Isto Shelby je 5.2 V8 atmosferc, pa se vrti na 8500 obratov, 812 Superfast, mislim, da na 9500 obratov, v 12 atmosferc isto. Tako da pazi ta line-up. Moj Shelby, GT3 Touring, pa 812 Superfast. Napiš mi v komentar, kako se ti zdi ta kolekcija. Meni je kar všeč, sicer bom mogel še kar nekaj časa delati za to, ampak zaenkrat sem pa ful vesel, da sem lahko sprobal to, ker mi Porsche ni bil nikoli tako neki wow, ampak zdaj, ko sem pa vozil tole malo dalj časa, je pa definitivno visok na mojem seznamu. To je to za danes, mi se pa vidimo, ko se zagledamo. Ajde, čau!